Pa si poglejmo, kako bi lahko izgledala prihodnost. Konkretno, leto 2050, slovenska obala. Tam stoji Futura Nova, mesto, ki ga v celoti vodi umetna inteligenca in kjer so avtomobili samo še spomin. V naslednjih minutah bomo raziskali to vizijo. Od njenih, recimo temu, tehnoloških čudes, pa vse do tega, kako bi bilo tam dejansko živeti. In vse se začne s tole mislijo. To je citat iz ustanovne listine mesta in res dobro zadane bistvo. Ne gre samo za neko obljubo, kaj bo nekoč. Gre za zavezo, da je prihodnost že tukaj, zdaj. In to je tista temeljna ideja, ki loči Futuro Novo od, recimo, navadnega tehnološkega parka. In razsežnost te vizije, milo rečeno, osupljiva. 10.000 hektarjev. Da si lažje predstavljamo, to je območje večje od celotne Ljubljane. Torej, Futura Nova ni mišljena kot nekakšen tematski park za turiste. Ne, zasnovana je kot popolnoma delujoč, živ ekosistem, kjer se inovacija, kultura in narava prepletajo v eno celoto. Dobro, ampak kako se je vse skupaj sploh začelo? Odkot tako neverjetno ambiciozna ideja? Vse se je skuhalo v 40 letih tega stoletja, ko je skupina vizionarjev rekla, dovolj je. Ne bomo zgradili samo še enega pametnega mesta. Zgradili bomo nekaj povsem drugačnega. In bistvo Futura Nove pravzaprav ni v bleščečih stavbah. Bistvo je, da je to popolnoma samozadosten organizem. Zamislimo si mesto, ki ga v celoti upravlja umetna inteligenca. Napaja ga izključno čista obnovljiva energija, hkrati pa v njem cveti tako posel kot narava. To je ta temeljni koncept. No pa se odpravimo na en kratek virtualni ogled. Mesto je namreč razdeljeno na različna tematska okrožja, vsako s svojim čisto edinstvenim značajem. Poglejmo si, kaj se skriva v teh okrožjih. Naš prvi postanek je seveda v tehnološkem srcu metropole. To je okrožje TechCore. To je kraj, kamor so se preselili tehnološki velikani, ko jim je očitno Silicijeva dolina postala premajhna. Tukaj so našli svoj novi dom za inovacije. In poglejte ta imena. Apple, Nvidia, Intel. Ampak pozor, to niso samo neke pisarne. Vsa ta podjetja so svoje najpomembnejše, najnapredujoče raziskovalne oddelke zasidrala prav tukaj. To ustvarja, neverjetno koncentracijo možganov in tehnologije na enem mestu. In potem je tu še tole. Appleov orb inovacij. To ni zgolj stavba, je dobesedno ogromna lebdeča krogla, katere prosojnost se ves čas spreminja. Prilagaja se sončni svetlobi in, kar je še bolj noro, celo biometrični podatkom obiskovalcev. Gre za arhitekturo, ki resnično živi in diha s tabo. V redu, dovolj tehnologije, čas je za zabavo. Vstopamo v igralniško galaksijo, neonsko utripajoče srce mesta, ki je v celoti posvečeno, popolnoma potopnim igralniškim izkušnjam. Tudi tukaj sama znana imena, kaj ne? Od globalnih titanov, kot sta PlayStation in Xbox, do lokalnih slovenskih razvijalcev, ki so se združili pod okriljem GameZone.si. Futura Nova je resnično globalno središče igričarstva, ampak z močnim lokalnim pečatom. In ta primer lepo pokaže raznolikost. Na eni strani imamo PlayStationove astrodome, kjer se lahko podamo v epske vesoljske bitke, na drugi pa Nintendove gozdove domažlije, kjer lahko družine z droni v obliki Pikachuja raziskujejo čarobne svetove. Od čistega adrenalina do družinske zabave res za vsakogar nekaj. Ampak kako se ljudje sploh premikajo po tako ogromnem mestu? No, odgovor se skriva v matrici mobilnosti. To je futuristično vozlišče, kjer avtonomna vozila in superhitri vlaki delujejo v popolni, ampak res popolni harmoniji. Tukaj potovanje ni neko nujno zlo, ampak je pravo doživetje. Ja, prav ste videli. To ni tiskarski škrat. 1200 km/h. To je hitrost sistema Hyperloop, ki povezuje okrožja in spremeni pot med njimi v, nekajminutni skok. Znotraj sistema pa kot neke vrste avtonomni taksiji služijo električni hiperavtomobili podjetja Rimac. V redu, videli smo vso to osupljivo tehnologijo. Ampak zdaj se osredotočimo na ljudi. Kako je pravzaprav videti vsakdanje življenje, delo in zabavo v mestu, kot je Futura Nova? Dan v Futura Novi je popolnoma drugačen. Zbudimo se recimo v prilagodljivi hišici na drevesu, potem pa si gremo gledati najnovejšo epizodo serije tako, da dobesedno stopimo v prizor. Popoldne pa morda nakupovanje v orbitalnem centru, kjer oblačila pomerjamo brez težnosti. Tehnologija ni nekaj, kar se uporablja, je nekaj, v čemer se živi. Celo prehranjevanje je tukaj doživelo popolno revolucijo. Na eni strani imamo McDonald'sovo kvantno kuhinjo, ki z napredno tehnologijo replicira okuse,
To pomeni, da se lahko slovenski štruklji v trenutku srečajo s tokijskim ramenom, na istem krožniku. Na drugi strani pa imamo Sparove in Lidlove Agrikopole, ki zagotavljajo super svežo, trajnostno pridelano hrano, gojeno kar sredi mesta. Seveda pa, tako ambiciozen projekt ni brez svojih senc in izzivov. Poglejmo si družbeno-ekonomski motor, ki poganja Futura Novo in pa seveda neizogibne dileme, s katerimi se sooča. Številke, ki poganjajo to mesto, so naravnost astronomske. 500 000 stalnih prebivalcev, 10 milijonov obiskovalcev na leto in 50 milijard evrov prihodkov. To je več kot celoten slovenski proračun. In kar je ključno, vsi ti prihodki se reinvestirajo nazaj v raziskave in razvoj. To ustvarja nenehen cikel inovacij. Ampak taka utopija seveda odpira ogromna etična vprašanja, kaj ne? Kaj pa zasebnost podatkov v popolnoma nadzorovanem mestu? Kaj pa enakopraven dostop za vse? In seveda, kakšen je ekološki odtis? Mesto se teh izzivov loteva s tehnološkimi rešitvami, od etičnega nadzora umetne inteligence, ki ga vodi Apple, do naprednih sistemov za nadzor trajnosti, ki jih je razvil slovenski Devesoft. In s tem pridemo do končnega vprašanja. Je Futura Nova res nek načrt za boljšo prihodnost, delujoče model za mesta jutrišnjega dne, ali pa je to samo en tehnološki spektakel, izoliran od realnosti preostalega sveta? Zdi se, da odgovor na to vprašanje še ni zapisan.